Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes je v moji družbi inženir računalništva in informatike, ki pa je zaslovel s svojim YouTube kanalom in značilnim humorjem, s katerim nastavlja ogledalo družbi in včasih hodi tudi malo po meji dobrega okusa. Kaj? Je humor sredstvo zabave ali le njegov obrambni mehanizem, bomo pa izvedeli danes. Malo je Marko Žerjal, lepo pozdravljen. Gremo nazaj, kakšni po meji dobrega okusa? Ja, včasih gre malo po meji. A te je že kdo tožil zaradi kakšnih? Pravni postopki ne smem govoriti. No, ampak, si že odgovoril. Ne, ampak če bi bili, ne smem govoriti, ne pravim, da so. Se po mojem strinjam, da vsake toliko ljudje se tudi užalijo na to, kar govorim. Zdaj imamo neko turnejo črnega humorja za Staretom pa še 2 komiki in zadnjič smo nastopili v Nanjih Goricah in to je res dogodek, ki oglašujemo črni humor. Na plakatu piše črni humor na veliko, povsod opozarjamo, vsebuje črni humor, ampak ko smo prišli tam, sem videl, da je publika malo starejša in sem bil, to bo mogoče malo preveč za njih, tako da sem ublažil. Nisem šel z najbolj hard forami in še vedno. In drugi dan Stare dobil SMS, Žerjal je pošel čez vse meje, to pa je bilo preveč. Na večeru črnega humorja, jaz ne vem, očitno kdaj me res zanese. Torej, hodimo po meji. Malo, ampak jaz sem vedno imel občutek, da sem na tej varni strani te meje, zgleda ne za vsakega. Zdaj, za začetek naj vsakega gosta prosim, če sabo prinese 3 predmete, ti si zelo skrivnosten in jih boš zdaj šele pokazal primerno tudi meni, da vidim, kaj si prinesel s sabo. To bi mišljal resno drugače? Ja, resno. Ne, da, okej. Sem prinesel ful dobrih zanimivih stvari. Imam en tak telefon. Mu pravijo pametni telefoni, tudi to je zdaj ful popularno, lahko vse delaš gor, greš na internet, kličeš. Brez njega ti živeti ni. Praktično ne. Potem sem vzel denarnico. To je taka priročna stvar, ki daš lahko notri kartice, gotovino, še ne kondome imam stare, tako da vse se da zrihtati. In pa ključe od bajte. To je kar taka, to mi je kar pomembno. Se pričakovala ključe od avta, ampak okej. Ne, od hiše mi je bolj pomembno. Brez avta še živiš, brez hiše pa malo težko, tako da so mi zelo pri srcu, brez njih sploh ne vem, kje bi spal. Taki zelo klasični predmeti. Ja, sem navezan na njih, kaj ne rečem. Ja, reč Marko, pol se pa sprehodiva mogoče po tej tvoji humoristični karieri. Zdaj, začetka sem dejala, a je to obrambni mehanizem, ta tvoj humor? A je sredstvo za sproščanje, sredstvo za zaslužek? Kaj je tvoj humor? Vse troje v resnici. Definitivno je to postala karijera, obrambni mehanizem tudi, bom kar rekel, da ja. In za sproščanje je za vse. A ni to nekaj najlepšega se nasmejati. Mislim tako, ko nekoga nasmejiš, ga kar malo razorožiš, kaj ne? Ker če si ga nekoga nasmejal, bo takoj lažje karkoli potem skomunicirati. Pa naj bo to, ne vem, če imaš kakšno politično debato z nekom, ki se ne strinja s tabo, čim ga nasmejiš, bo lažje prebavil tvoje ideje. Če ti nekdo hoče slabo ali karkoli, če ga malo nasmejiš, se te bo mogoče malo usmilil, to govorimo še bolj v osnovni šoli problemi. Tako da ja, mislim, da je kar vse troje. Zdaj, omenil si osnovno šolo že od malega, verjetno je humor tvoj zaščitni znak. Ja, že odkar sem bil mali, sem bil kar navdušen nad vsem smešnjem. V osnovni šoli sem odkril The Simpsons show in mi je bilo nekaj najboljšega na svetu. Koliko pa sem bil v to stvar zaljubljen, pa ne morem verjeti. Nobena punca v osnovni mi ni bilo toliko všeč kot Simpsoni, res to je bilo nekaj najboljšega sploh. Tudi ko sem vice odkril, ko sem bil še tako 3. razred ali nekaj takega, sem potem začel na polno jih brati, pa iskati polihove pratike, pa to govoriti okoli. Tudi vice, ki jih nisem štekal, tako narobe sem jih govoril, ker nisem razumel, kaj je poanta vica. Ampak pač mi je res dogajalo biti smešen. A pa so te doma pri tem podpirali? Pri vicih? Pri mogoče tej karieri komika. A so vedno čakali, da si boš našel pravo službo? Pravo službo sem že imel, to so nekako vedeli, da to mi gre. Tako da dejansko so bili kar za. Od večine komikov starši niso toliko navdušeni ponovadi, ne, ko rečejo, jaz bom pa zdaj hecen, pa bom od tega živel. Daj še malo premisli to. Ampak jaz sem pa to, kjer je 28, sem sploh začel s komedijo, potem sem pa tako poklicno začel z njo ukvarjati, sem bil star 33. Tako sem imel dovolj zrihtano življenje, da so videli, sem verjetno ve kaj dela. In po eni strani tudi so taki malo zabavljači moje doma, tako da so bili
skoraj malo navdušen na trenutke. No? Od koga si mogoče podedoval ta humor? Je bil kakšen dedek, stric, oče? Po moje, kar moj oče, ja. On je družinski zajeban bil pred mano. Jaz ne malo naslednje generacije, ki to fura dalje. Dokaj pozno si šel potem na to pot, pri 28-ih, ne? Ja, čeprav nikoli ni prepozno, se mi zdi, za stand-up. Dejansko starejši kot si, več stvari si videl, iz več stvari se lahko zafrkavaš. Tako da res se mi ne zdi, da je lahko prepozno za nekoga, da gre v stand-up. Iskreno, kadarkoli začneš, bo v redu. In kako se spomniš teh začetkov, so bili taki, se jih s težavo spominjaš, je bilo kaj teh tišin na nastopih? Ja, to je. Še zdaj so vsake toliko tišin na nastopih. Kako se s tem spopadaš? Ja, boli, ni druge. Si, tako težko in greš dalje, nimaš druge. Včeraj smo imeli nek večer novega materiala v Kopru, recimo, in sem preizkušal nove fore. Tako ideje, ki sem jih dobil prej čez dan, ali pa ta teden, ali pa mesec, in valjda ene niso šli skozi, ne? In nimaš kaj, to se bo zgodilo. Vedno zato preveriš pred publiko, da vidiš, a tudi vi vidite to stvar tako kot jaz, ali ne. Prav moraš in dati, a je to okej? Sam se zelo težko odločiš, če je nekaj smešno ali ne, dokler publika ne vidi. Na začetku je bilo seveda slabše vse skupaj, kot je zdaj, ampak nisem tega tako doživljal. Ker na začetku vsak smeh, ki sem ga dobil, je bil res full wow. Res ti, ne vem, nisem šel vseh drog probal, ampak folk pravi, da je precej podobno feelingu kokaina, da ti tako dvigne dopamin, da si čisto zasvojen od tega dejansko, da je kar močen stimulans. Se malo razvadiš potem, da si navajen tega smeha. Tako. Se nikoli se ga ne navadiš. Vedno, ko dobiš smeh, vedno si wow, to sem bil jaz. Vedno takrat, ko malo dvigne, res je vedno nekaj posebnega. No? Nikoli ne postane staro, preprosto. In tudi nikoli ne neha boleti. Ko imaš slab nastop, to vedno boli. Sicer mogoče na začetku sem bil depresiven tako za 3 dni po slabem nastopu, zdaj nekako po par urcah že malo pozabim, kaj se je zgodilo, ampak še vedno pa ni prijetno, kjerkoli se zgodi. Kdo pa je mogoče tvoj največji kritik oziroma nekdo, na katerega mnenje največ daš? Imaš kakšnega tazga zaveznika, mogoče med komiki, prijatelji? Niti ne, nimam nobenega specifičnega. Z vsemi se malo posvetujem, ampak itak na koncu največji kritik je publika. Kaj si mislijo drugi komiki, te ne briga toliko. Pač imajo neke svoje ideje, ampak nimajo zares nobene teže na to, kar ti počneš. Edino pravo težo ima publika, z njimi se moraš pokonektati. Ne trudiš se nasmejati druge komike, ampak publiko. Ker dostikrat recimo se zgodi to, ne, ko imamo nastope, da poveš nek joke in komiki crknejo. Njimi mega, publika pa ga ne dojame. In največja napaka je s takim štosom ustrajati. To pove v backstage, to se med sabo govori take stvari. Na oder so stvari, ki ne smejo publiko. Pa se ta smeh publike razlikuje, mogoče kaj po regijah v Sloveniji? Pa ja, malo ja, verjetno, ampak ni spet toliko krize. Mislim, zadnji čas so najbolj zadržani ljudje v Ljubljani. Nekoč Ljubljana je bila najlažja publika, ko sem začenjal. Je bilo, okej, nastop v Ljubljani, tle lahko delam vse, lahko delam črni humor, lahko delam kaj umazanega, tle bo šlo skozi. Medtem, ko če si šel kam na kakšno vas, si mogel malo paziti, se bojo užalili, če kaj rečem preveč, ne. Zdaj se je obrnilo. Zdaj greš na vas, samo greš, videli so vse na žaru in vse te stvari, pripravljeni so na vse, bolj jih briga, tudi niso tako delikatni. Po drugi strani prideš v Ljubljano, pa tako študentska publika, ki bi smislil, okej, oni bojo valjda za joke, ne bojo neki. Ne, zadržani so postali. Obrnilo se je v zadnjih letih to. In katere so tiste, ne vem, mogoče tematike, ki so najbolj občutljive, ki najbolj hodiš po robu takrat, ko določene teme uporabiš pri svojem humorju? Ja, kaj pa vem, ne vem, če toliko tematika stvar kot pristop. Če mi spadeš tako malo nadut ali karkoli, ali da se zafrkavaš iz kakšne skupine, ki je mana kot zaščiten ali kaj takega, folk zna zameriti. Recimo tako, ne vem, če govoriš o kakšnih odnosih med moškimi in ženskami, kar je ena izmed najbolj pogostih tem sploh, folk se lahko malo povleče nazaj, kot a on sovraži ženske, ali kaj se dogaja. Tako da, tematike pa ne vem, ni nobena specifična, ki bi bila res nevarna, ampak se pa najdejo konkretni štosi ali pa pristopi, ki jih odvrnejo. Zdaj pa še ta tvoj drugi del, kot sem uvodoma dejala, YouTuber. Tam si pa tudi zelo uspešen. V bistvu tam si začel, ne? Ne. Začel sem s stand-upom, tle se je vse začelo, pol sem začel štukati malo še z YouTubom, ker je bilo toliko kreativnosti, to je kar vrelo iz mene in sem rekel,
Oder je premajhen zame, jaz rabim večji oder. Ja, jaz rekel, gremo na YouTube, tam so vsi. In tam si res zacvetel v bistvu. Koliko imaš? 61,000 bi mogel pogledati. Naročnikov, če sem prav včeraj gledala. Po mojem je takega. Odkje pa se odločiš, ne vem, da boš neko temo obdelal? Je to čisto spontano, ko te nekaj premakne, ko te nekaj nasmeje? Ko me nekaj nasmeje, točno tako. Dostikrat tudi od mojih fanov dobim kakšne predloge. Tako so mi recimo poslali Bautka, če mogoče gledalci vejo, o kom govorim, legenda Čabavdek. In ko sem ga kliknil na njegov video, takoj sem vedel, to je za uporabiti, ta tip je car. Tako da preprosto, kar me nasmeje. Vsake toliko moram, če mi zmanjka idej, kaj planirati malo, kaj razmišljati, kaj bi še lahko naredil, ampak to se mi že dolgo ne zgodi. Zadnji čas imam več idej kot časa. Najbolj gledani so pa, kot sem gledala, posnetki, ki imajo na naslovu besedo bedno. Prvih 8 najbolj gledanih posnetkov je top bedne stvari. To je skoraj neizbežno, ker nekaj časa sem prav delal najbolj bedne stvari, tako da avtomatsko se je prijelo. Ja. Ne vem, če je pač beseda bedno, tak je privlekla folk, ali sem jaz samo toliko uporabljal, da zdaj avtomatsko so najbolj gledani videi s to besedo, ampak imaš prav, ja. Najbolj gledanje je 10 najbolj bednih slovenskih komadov. Ne? Tako je. Ja. In še zmeraj drži ta lestvica, niso naredili še bolj bednih. Zdaj z leti sem odkril še par cvetk, ki bi bila kar močna konkurenca, tudi temu, kar je notri. Ampak že takrat sem se tako potrudil in tako preiskal slovensko glasbeno pokrajino, da jaz se še vedno upam reči, da sem dobro zbral takrat. Koliko pa dobiš kakšnih, ne vem, groženj, negativnih komentarjev, ko se prav kakšne osebe dotične lotiš v teh svojih videih? Ne? Kaj? Negativni komentarji na internetu? Ne, Peter, tega ni, to si narobe razumela. Ali pa da se mogoče ta dotična oseba, ki jo pač v videu obdeluješ, da se potem obrne na tebe, velikrat ta interakcija potem. Se zgodi. Dejansko mi je malo žal, da tega ni več, ker me ful zabava, tako malo se hecati naprej, nazaj s folkom. Sem večini ljudi, teh mojih dobronamernih šal, jaz res sploh ne delam tega z neko jezo ali karkoli takega v srcu. Mene vse to zabava, kar objavljam. Večini ljudi pa vzame tega kot zabava, ampak so kar jezni. Tako da potem ponovadi ali mi samo kaj grdega napišejo ali pa samo zagrozijo s kakšnimi posredniki ali kaj takega. Pa je res, prej sem se hecala, ampak je prišlo že do kakšne tožbe? Dejansko smem govoriti, če je prišlo. Okay. Če bi prišlo, dejansko ne bi smel govoriti. Če naštejem imena, pa samo pomežik. Ne smeš pač. Če bi do tega prišlo, bi mi odvetnica svetovala, naj ne govorimo temu javno. Ampak ni malo, da ni tako. Kako pa pride do tega, da prav konkretno, ne vem, izpostaviš kakšno osebo, bodi si to Maša Muster, Špela Vehar, to so bile take, ste ping-pong igrali prek video, se mi zdi. Z Mašo žal ne, sem upal, da bo kaj odgovorila, samo pol ni. Špelo pa, slučajno sem delal nek video, v bistvu idejo za Špelo, za prvi video sem dobil druge. Nekdo mi je poslal knjigo od tiste druge punce, kaj je bila že notri, ki je neko knjigo za recepti naredila, ki so bili najbolj neverjetni recepti na svetu. Vzameš kruh in namažeš gor sir. Wow, to pa, kako si se to spomnila, ne morem verjeti. Tako da tisto sem prvo se spomnil in potem sem rekel, gremo še kaj dodati, da ne bo samo ena, in potem sem našel Špelo. Njen nasveti, hujše s cukrom, če kdo ne pozna, izjemno. In ko sem posnel ta video, mi je kar hitro odgovorila in ko sem videl njen odgovor, sem vedel, ok, imamo materijala za še video tukaj. Tako da, čisto spontano pač. Čim nekdo odgovori name, so kar velike šanse, da bom kaj naredil iz tega, ker ponovadi me ful zabavajo tej back and forth. Pa se kdaj mogoče kdo na te obrne z željo po samo promociji, da bi ga, ne vem, mogoče omenil v videih? Ja, tudi to se zgodilo že, ja. Pa delaš to? Ne. Ne. Ne vidiš v tem dodatnega zaslužka mogoče? Ma ne, malo mi je tako čudno, ne vem. Za A1 sem enkrat sodeloval, da sem ene videe, sponzorske objavil pri meni. To je bilo pa vse, kar sem naredil takega. Drugo pa hočem delati stvari, ki jih hočem delati. Mi je ful, ne vem, čudno in malo skoraj nesprejemljivo delati videe po naročilu. Tako to sem vedno odklanjal. Pa te mogoče to prizadane, ko kdo se na te spravi na ta način, kot tudi ti druge rostaš? Sploh ne. Ti je to zabavno? Jaz v tem uživam. Ne samo zabavno, ampak res ne znam opisati, prav vzbudi neke občutke sreče v meni, ki niso naravni, po moje. Jaz sem kakšna težava, verjetno, če bi šel do psihologa. Ampak, ko recimo Matej Železnik posnel pesem Vsi meni se smejijo, ki je bila odgovor na moj komentar na njega, jaz sem se
en teden sem se samo smejal, vsakič, ko sem se spomnil, da tako malo obstaja. Ker doma sem bil z računalnikom nasmejan kot debil, res to je bilo neverjetno. Res me sočuje take stvari, tako da če bi kdo kaj posnel od meni, ste vabljeni, izvolite. Prav srečujejo. Dan dovoljenje, karkoli lahko rečete, ne se bremzati, vi samo pejte. Nimaš prav nobene meje, ki bi jo lahko nekdo prestopil, da bi bil ti užaljen? Mislim, ne, po moje ne. Ok, vsi se da vedno biti nesramni, ne. Če bi bili kakšni komentarji v moji družini ali karkoli takega, bi ok, ne rabi tega, dajmo mene, ne, ampak dokler je o meni, načeloma je vse kul. Kako pa družina in prijatelji verjetno te spremljajo, kako komentirajo te videe? Jih zabava, ti kdaj rečejo, tukaj si šel čez mejo? Čez mejo ponovadi ne, ker tudi pazim, da sem seveda vedno ne preveč nesramen. Politično korekten? Ja, to mogoče ne, ampak tako, da ne pristopim čez prag neprimernosti, ampak večinoma jih zabavajo, ja. Pa se mogoče kdaj kakšne politične stranke na te spravljajo, ker sem opazila, da so te že opredeljevali kot desničarja, pa kot... Je res. Spravljajo se niti ne. Ali pa da te vabijo mogoče, da jih še malo promoviraš? Ne prav direktno. So me par ljudi, ki se ukvarja s politiko posredno, so me vabili, da pridem na kakšen dogodek ali kaj takega, pa sem vedno bil ne, to ni zame. Pa zdaj, mislim, da ta zadnji video, ki sem naredil o zakonu za medijih, mi je poslala peticijo ta Zala Klopčič, ki je iz SDS-a, ampak nisem pa nič nikoli delal specifično za kjerkoli stranko. Če dobim kakšno idejo, mi je vseeno odkje pride. Tisto naredim, ampak prav za nobeno stranko pa nisem nič aktivnega delal. Se pa verjetno tudi veliko novega naučiš, ne? Nazadnje si obdeloval zakon o medijih, potem obdavčitev OnlyFansa in take stvari. Kar veliko novega znanja. Ja, naučiš se računovodstva, naučiš se pravnih. Mislim, vzameš to z odgovornostjo, da vseeno neka dejstva lansiraš. Tako je, ja. Se pri teh stvareh vedno, ko delam to, se probam biti čim bolj nepristranski, pa probam se dejansko podučiti, ne. Trudim se ne širiti nekih poinformacij načrtno. Vse stvari, še vedno se lahko zmotim, vsak se lahko zmoti, ampak trudim se do neke pač razumne meje preučiti vse stvari, preden grem z njimi. Zdaj, ko sem se pripravila na intervju, sem pa še eno tvojo dejavnost odkrila, to je pa sinhronizacija risank. To sem tudi počel, res. Se še kaj takega obeta? 2 risanki si, pri 2 takih večjih si bil prisoten. Ja. Se pravi Kung Fu tačke. Tako je, tam sem protagonista uprizarjal. To mi folk vsake toliko piše, folk z otroci. Ej, a si ti v tem filmu? Ko sem se pripravila na intervju in je sin slišal tvoj glas in rekel, Kung Fu tačke. Res ga. Tako da imaš kar prepoznaven glas. Ja, zgleda. Kako je bilo delati sinhronizacijo? To je pa čisto nekaj drugega verjetno kot stand-up. Čisto drugo. To je igralstvo, ne? Kar je nekaj, kar mi nikoli ni dišalo ali ležalo, samo tle so me povabili, so rekli, plačamo, tako smo, ok, gremo nekaj novega, zakaj pa ne. Je bilo kar zabavno, moram priznati. Zanimivo mi je bilo, največji problem je bil moja izgovorjava besed. Je bila preveč primorska. In vsake toliko sploh nisem razumel, kaj mi govorijo. Sako, brez, ne moreš reči brez. Staneko brez, ne moreš reči brez. Staneko brez, kaj govorim? Čisto, ok, ne vem, mogoče brez sploh ni prava beseda, ampak tako neke sem napačne delal, pa neke preveč široke samoglasnike. Presenetljivo mi je bilo, da to so pravila, ki se jih morajo držati pri temu. In koliko časa traja, da se ena celovečerna risanka sinhronizira? Koliko je tebi vzelo, recimo, delati? Mi smo to zrihtali v enem dnevu. Res? Ja, so bili vsi ful zadovoljni, so bili, wow, to pa ti gre. V enem dnevu? Ja. Je bilo sicer dolgo, pa poleti smo snemali, tako da zaradi klime in vsega tega me je tam malo že grlo bolelo od naprezanja. Ampak je šlo. Smo zrihtali v enem dnevu, vsi srečni. Folk pravi, da je spadlo kul. Je to nekaj takega, kar bi še počel? Ja, seveda, če povabijo, pridem. Katerega junaka risanega bi si mogoče želel sinhronizirati? Si kdaj premišljal o tem? Katerega risanega junaka? Veš, da ne vem. Sploh teh novih risank itak ne poznam toliko, za nazaj bi se mogel malo zamisliti. Ja, po mojem, kakšne Simpsone. To bi bilo čisto tako. Razumljivo, ne? Čisto iz nostalgije. Katerega pa? Kdo je bil? Nimam blage veze. Najbolj všeč pri Simpsonovi? Mogoče Ned Flanders. Aha, tega pa ne poznam. To je sosed od Simpsonov, on ta veren, pa ful tak ortodoksen. Njega je bilo kar zabavno. On je bil vedno micarski lik. Kaj pa mogoče od komikov, ne risanih junakov, ampak komikov, kdo te
Kdo te nasmeji, kdo te inspirira, mogoče koga kdaj tudi malo kopiraš? Ne, kopiram ne. Je itak materijala se ne kopira v stand-upu, stand-up je avtorski. Zdaj izvajanja oziroma deliverja, kot temu rečemo, pa tudi nočem kopirati, ker se mi zdi, da ni najbolj pametna ideja. Se mi zdi, da najboljše pri stand-upu je probati biti čim bolj samosvoj. Delati stvari tako kot, ne vem, kot ti je naravno jih narediti. Mislim, da v tem to se bo najboljše obneslo. In iz vidika pisanja potem, ker pišeš tako, kot razmišljaš, ne? In iz vidika, da publika ne bo rekla, to bi bilo čisto drugo, kot je v resnici. To mislim, da jih odbije malo. Nasmejejo pa ta dobri. Pri nas jih imamo kar par, dejansko stand-up scena v Sloveniji, sem šel malo okoli gledati tujino. 2023 sem bil v Las Vegasu na enem festivalu stand-up komedije in moram priznati, da vse so bili dobri fanti in vse ne rečem, ampak par naših komikov je komot na tem nivoju. Tako da vsi, ki so dobri, me nasmejejo. Zdaj pa ne vem, če bi imensko izpostavljal, ker pol se zameriš v njim, ki jih ne omeniš. Aha, ste občutljivi komiki na to. Ne ful, ampak noben mi ne bo rekel, nisi me omenil, samo bojo tako žaljeni. Kdo ti pa res ne všeč, hečem? Ni treba. Če kdo še ta zdaj v Janez Zikim? Ne. Ne se ne. Mogoče za to vidiš, vedno rečem, da top 3 so mi Perica Jerkovič, Gašper Bergant in Admir Baltič in zdaj nisem bil povabljen v Janeze. Je to povezano? Zdaj smo še več pohvalili. Veš kaj, Denis Audić mi je top, on je pa prosto, sorry, on pa je res najboljši. Bojani 2. So ženi. Kaj? Niso, to so nadaljevanje, ič kot ti. Ne me straši, že dvakrat me spregledal, kaj? Denis, mislim. No, ko smo ravno pri zavrnitvah, nastopil si tudi na Talentih, ne, če se ne motim. Kakšna je bila pa ta izkušnja? To, pa od vseh televizijskih stvari, ki sem delal, mi je bilo najbolj naporno snemanje. Traja ful dolgo, cel dan si tam, večinoma čakaš, da priješ na vrsto, zelo malo časa imaš potem enkrat, ko si na vrsti in po drugi strani je ful pritisk, ker je vseeno ful gledana stvar, tako če tle si narediš blamažo, to pa kar vidno, to pa kar neki folk je šlo za tem, tako da to je bilo kar naporno, moram priznati. Vse je bilo zabavno, vse, spoznaš nove ljudi, vidiš malo, kako deluje vse skupaj, produkcija na tem nivoju, ampak je pa napor. Bi se še kdaj prijavil? Ne. Ni nekega plusa zares od tega, se mi zdi. Ni, si misliš, me bo vidno ful folka, bom bil na prepoznavnosti. Ne boš, stari. Ne. Če si enkrat na televiziji, noben se mu niti zapomnil, kdo si ne nič. To mi je razlagal Novak, da enkrat so imeli nastop s Kuzmanom, je bil ful dober nastop, ful lepo mi je šlo in pol pridem do njega, stari, ful dober si bil, ful dober. Hvala. Ja, uniš to s dežnikom, tisto je bilo nenormalno. Ni bil moj. Uno je bil, tako da ne bojo si zapomnili od enega nastopa nič. Vseeno pa sodeluješ s televizijsko produkcijo pri Juretu Godlerju. Si kaj, pisec? Ne več. Bil sem pisec na začetku, zdaj pa Jure piše več ali manj vse sam in zdaj sem samo še korespondent. In kako ti je to všeč ta? Cool. Čeprav sem mislil, da bomo dejansko pisali. Spet, malo sem pogrešal delo v skupini, ker zdaj delam vse sam, za stand-up si sam, za YouTube si sam. Tako da sem malo pogrešal sodelovati še s folkom in sem mislil, da bomo spet pisali. Da bomo spet se dobili zjutraj, šli čez novice, malo brainstormali, kaj bi lahko povedali smešnega, ampak ne, pišem spet vse sam zase. Si one man band. Več ali manj, pol se pač dobimo, razen ko pridemo snemati v studio, ampak tudi takrat se dobimo za en dan in se malo podružimo, kar je super, malo mi manjka to sodelovanje v ekipi. Ste zdaj veliko teh sodelovanj na raznih predstavah, imaš tudi ti kaj takega v načrtu, bi te to zanimalo? So ideje, ampak nič konkretnega. Kakšna predstava? Tako je. S kom pa bi se mogoče povezal? V bistvu ne bom. Ne boš. Ena stvar me še zanima, ženske v stand-upu, zelo slabo so zastopane. Ja, niste smešne. Čemu to pripisati? Sploh se ne zafrkavam drugače, ženske so manj smešne. Res? Ja. Poznaš kakšno ful smešno žensko? Ja, ne vem, tukaj so bile že tudi Martina Ipša. No, kakšno ful smešno žensko. Sorry, Martina. Da ne bomo zdaj, pa obstajajo smešne ženske. Še Martina Ipša, ki si jo omenila, je ženska, ne da ne, ampak je malo bolj tako, ima in karakterne poteze in drugačne, malo bolj možate. Ne vem, moški so iz nekega razloga bolj smešni in par teorij od zadaj. Prevladujoča, ki tudi meni dokaj smiselna, je, da humor na ženskah ni smešen.
noben tip ne bo rekel, ona me pa res nasmejala. Zato sem se odločil za njo, ker tako je smešna. Po drugi strani punce pa iščete smisel za humor pri tipih. Ne? To je v Kozmopolitanu, če kdaj bereš, je prvo. Ja, tako je, smisel za humor. Pa lepe oči. Pa lepe, ja. Zato smo komiki tako ful uspešni pri damah drugače. Pejte v glasbo, fantje, če hočete punce. Ne, smisel za humor je dobra stvar za fanta, če si hoče dobiti punco. Za punco pa ni tako pomembna stvar. Tako da po moje niti ne trenirate toliko in potencialno mogoče niti niste rojeni. Zato ne vem. Jaz samo dam teorije, ki obstajajo, se ne opredeljujem. In upaš, da se nikomor ne zameriš. Ne? Ma naj se zamerim, veš, kaj niste smešne. Dame, sorry, to je to. Pejte na komičarki, če ste tako smešne. Ajde, pejte, da vidimo. Boš rekel, da še nobena ženska ni nasmejala. Vse so me, ne rečem. Ampak ne tako kot moški. Ja, pa tudi je druga stvar biti tako zabaven privat ali pa biti zabaven na odru. Ne? To je, ni tako lahko, ni nekaj, kar se prenese direkt iz privatnega življenja, da si zabaven, da boš zabaven tudi na odru. To vedno rečem vsem, probaj napisati štos. Probaj en štos, 1 minuto napisati, da vidimo. In folk je probal jih kar hitro bil, Si ti privat, se pričakuje v družbi od tebe, da boš zabaven, da boš pokal šale, da boš stand-upper tudi privat? Imaš da občutek, ko prideš v kakšno družbo? Ja, nove družbe malo to pričakujejo. Ja, on je komik, to je to, pa povej kaj. Potem pa ljudje, ki me poznajo, vejo, da sem pač samo nek tip, ki se rad heca in kdaj rata, kdaj ne. Kdo pa je Marko Žerjal, ko luči ugasnijo? Eno tako klišejsko vprašanje. Je malo, ja. To in kje dobiš ideje? To so najbolj klišejsko vprašanja v Sloveniji za stand-uperja. Jaz sem dokaj tudi ko se luči ugasnijo. Če bi se to pogovarjali brez luči, bi bilo še vedno dokaj podobno. Samo mogoče bi rekel, če imate kaj za spiti. Ne, ker moram priznati, da vedno, ko gostim komike, rečejo, kako se boš zabavala, pa v bistvu se mi zdi, da vsak ima neke take svoje potem podzgodbe, ne, ki so jih sploh pripeljale na oder. Eni komiki, to smo se malo pogovarjali pred začetkom oddaje, privat sploh niso zabavni, mislim, ne zabavni. So ponavadi to kar domislen folk, pa kar tako so hitri, pa imajo seveda smisel za najti smešnosti, ampak eni niso dobre volje sploh, so res tako, že skoraj zamorjeni ljudje, resni, tihi in prosto moraš zmatrati, kaj povleči z njih in ti njih razvedriti dejansko. Tako da je neki resnice na tem stereotipu žalostnega klomna. Kaj pa pri tebi? Je kaj te žalosti v ozadju, reševanja travm na odru in nerazčiščenih stvari? Mogoče malo, ampak jaz po moje, pa zdaj ne vem, naj ostali ocenijo, so med bolj dobrovoljnimi komiki pri nas. Dobrovoljček. Tako, ja, bi lahko rekel. Zdaj, mogoče, kakšne imaš pa ti načrte za naprej? Kaj vse te čaka? V letošnjem letu si kaj zastaviš cilje? Zdaj smo že kar zakorakali v novo leto. Naredil bom mojo stranko in ukinim, ne. Niti ne. To še ni to leto. Ja, čakaj, moraš začeti malo prej, ne moraš zdaj na vrat na nos. Jutri volitve gremo mi, ne. Ne, nimam nekih jasnih ciljev. Bom delal še naprej to, kar delam zdaj. Stand-up, YouTube, televizijo. Po moje je kakšna predstava nova, to je naslednja stvar, ki bi se jo znal lotiti. Ampak nimam še dovolj skristalizirano, da bi lahko karkoli komentiral zaenkrat, tako da. Ful slaba reklama. Mogoče kaj bo, glejte me na Instagramu. A kdaj ti ponujajo, ne vem, kakšne televizije, da bi te tvoje vsebine nekako spravili tudi na televizijo, da se veliko teh YouTube vsebin preliva tudi na neke? Ne, televizije ne, so me pa že iz radijev spraševali. Če bi, eni so imeli idejo, bi prišel delati stand-up, pa narediš tako, pol urce stand-upa na radiju, pa mi to potem spuščamo. Aha, koliko pa plačate? A ne, to je za promocijo. Okay. Veste, kaj se lahko vi promovirate? Ne. Ni neki. Zdaj so snemali pred kratkim eni kolegi za televizijo stand-up in mislim, da je kar lepo ratalo. Samo spet me noben je povabil. Ne vem, po mojem enim komikom jim nisem všeč. Nekomu si se zamejil. Ja, dobesedno, pa ne vem, nič takega ne delam. Jaz kar vsak toliko rečem stvari brez razmišljati, veš, pa malo potem. Pa se da s stand-upom in YouTubeom preživeti v Sloveniji, solidno živiš? Se da, mislim. Si finančno neodvisen? Ja, imam še neki, seveda, od zadaj še iz programerskih časov, prihrankov in podobnega, pa ker v redu sem se naučil investirati z leti, Bitcoin, ampak
Ja, se da preživeti. Jaz zdaj ni, da mi gre ful dobro, sem ok, preživim od tega, imaš pa komike, ki živijo prav v redu v Sloveniji, ne? Še enkrat samo pogledajte. Te, ki ne povabijo. Ja, te, ki ne povabijo. Pogledajte, koliko kart prodaja Janez in koliko je karta. Ste hitro videli, da se da živeti od tega. Ja, nič, Marko, jaz sem počasi prišla do konca enega pogovora. Jaz pa vedno svojim gostom pripravim na koncu 3 časopisne naslove, potem pa skupaj pokomentiramo, če bomo to lahko kdaj brali o mojih gostih. To je plod moje domišljije. Prvi naslov je takšen: Marko Žerjal postal kriptomilionar. O teh investicijah, ki si govoril, pač valjda ne govoriš javno. Izginil kot, ne vem, kakšni kriptomilionari na svoj otok in tam užival do konca svojih dni. Mogoče bom, sem ne bo to v časopisu. Ne bom tega oglaševal. Fake news, če bo v časopisu. Tako. Potem drugi naslov: slovenski komik se podaja v resničnosti šov. Te kaj vabijo, videla sem, da si nekaj kuhal. Ja, bil sem na Ribo Rac Rak, to šteje kot resnični šov, drugače. Nekaj hibrid. Nekaj vmes, ne. Ja. Kako je bilo? Je zabavno. Spet je bilo kar naporno, ampak je dosti več dogajanja kot pri talentih, recimo bilo. Več čas nekaj delaš, tako da je bilo kar zabavno. Edino dan, ko sem jaz mogel kuhati, pa je bila kar muka. Bilo je ful vroče, bilo je ful dela, tako da tisto je bilo kar naporno. A pa rad kuhaš drugače? Ja, obžujem kuhati. Je bil to samo šov za javnost? Ne, tudi imam streame, kjer kuham z gosti. Kjer na žaru tam, na žaru, tudi v kuhinji sem dosti krat delal, ko pač ni bilo vreme odzunaj. Tako da kuhanje mi je ful všeč. Ampak, ko so pa kamere zraven, pa moraš ponavljati, pokazati postopek, vse, tisto pa se malo zavleče, tisto pa malo bolj naporno. Ok, potem resničnosti šov... Ja, ne? Če bi te v kakšno kmetijo povabili, zvezde plešajo, zvezde pojejo. Ne, če ste povedi, jaz pojem, verjemte. Nič od tega. Ne znam plesati, pojem ful rad, samo mi ne gre. Ni da ne bi bilo želje, ni narava dala tega dara, tako da nočete tega slišati, verjemte. Za vaše dobro ne grem v zvezde pojejo. Potem resničnosti šov bolj ne kot. Bolj ne, po moje ne. In tretji naslov: Marko Žerjal s svojim televizijskim šovom. Če bi ti ponudili oddajo na televiziji, kakšna bi bila to? Bolj v smislu Godlerja, Ja, Godler že je, tako da to verjetno ne bi. Ampak ti imaš čisto svoj humor, ne? Že, ampak jaz se ne vem, kaj drugega bi lahko delal na televiziji, jaz, kot pa kaj takega. Nekaj komičnega bi počel, ampak iskreno nimam nobenih dobrih idej, kaj je, pa ja, to bi se dalo zgoditi. Če mi ponudijo kakšno zanimivo oddajo, če je dovolj denarja, jaz pridem, ni panike. Samo da je dovolj denarja. Ti čakaj matno, ne za neki unom. Treba živeti. Zdaj pa mogoče za konec mi še povedal, mogoče za kakšne mlade nadobudne, ki ne vejo, bi šli v ta svet stand-upa, kaj jim svetuješ? Probajte, nimate kaj izgubiti. Dobesedno imamo večer novega materiala, se prijaviš, probaš, prvi nastop je ful adrenalinski. Prvi nastop je res, kot da bi imel prometno nesrečo. Naenkrat je mimo in ne spomniš se, kaj se je zgodilo. Samo veš, da je bilo. Ampak je pa ful dobra izkušnja, ful zabavna in nič ne zgubiš. Tudi če imaš slab nastop, se zgodi. Smo jih že videli dosti, folk preživi, folk pozabi, tako da če kogarkoli to zanima, če kogarkoli to zanima, probajte, ker je res carsko. Kaj pa nasvet za ženske, ki si želijo stand-up? Spoznajte kakšnega tipa, ki dela stand-up. Probajte, če hočete, probajte. Dejansko za punco je ful lažje uspeti v temu, ker jih je tako malo. In jih potem povabiš, samo da imaš še eno punco zraven. Za kvote. Ja, mislim tako, tudi publika rada vidi, pa še ena punca bo. Tako da dobesedno imaš ful več priložnosti kot punca naenkrat. Samo mora biti smešna. Marko, najlepša hvala, da si vzel čas. Vse dobro ti želim, upam, da te bomo še veliko gledali, slišali in da nas boš nasmejal še kdaj. Seveda, kako da bi se komu zamiral s tem takem, da bom še kje. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.